Vasja Jager pa dr. Čeferin, smo že predstavili knjigo pred pol leta v Ljubljani. In zdaj ne boste verjeli, je tudi ta knjiga živa, tako kot so praktično vse knjige. In bomo zdaj tukaj prvič obelodanili, da bo knjiga išla, ta knjiga, Sodni dnevi tudi v Beogradu, v Srbiji. Če zna kdo, mogoče še cirilico, bo lahko tudi prebiral počasi. V latinici, no, zdaj ste nas pa zelo razveselili, namreč zato, ker bo ta različica srbska, bo malce drugačna, kot je ta slovenska. In o tem bomo nekaj povedali kasneje. Zdaj pa gremo kar k knjigi Sodni dnevi, ki jo vidite tudi spredaj. Ta moj izvod je, hvala Bogu, ostal tukaj. Založba je prinesla svoje, lahko si boste tudi kasneje ogledali. Najprej prvo vprašanje, glede na to, da se pol leta nismo srečali, me zanima, dr. Peter Čeferin, kakšni so bili odzivi, oziroma takrat, ko je knjiga prišla na dan, je bilo veliko govora o tem, o kom pravzaprav govori ta knjiga, kdo je ta glavni igralec, ta Tommy Klein, ta morilec, je to zdaj prava oseba, kdo je to? Dobar večer. Julija 2002 se je zgodil trojni umor. Jaz sem prevzel obrambo domnevnega storilca tega kaznivega dejanja. Kako težka vloga je na to, v kako težkem položaju se je nahajal zagovornik, dokazuje sodba Evropskega sodišča za človekove pravice, ki je išla 16 let po umoru, in sicer januarja 2018. V tej sodbi je Evropsko sodišče ugotovilo, da mi je bila kot zagovorniku kršena pravica do svobode izražanja. Slovenija je bila obsojena na odškodnino in država mi je to odškodnino tudi plačala. Zdaj, v tej sodbi so meni dali prav. Namreč, ta postopek je v bistvu vseboval dva postopka pod isto opravilno številko. In sicer, v enem postopku je bil moj klient domnevni storilec obsojen na 30 let zapora, v drugem postopku pa so vsa slovenska sodišča mene kaznovala zaradi razžalitve sodišča, državnega tožilstva in sodnih izvedencev. In v zastopstvu klienta, v obrambi svojega klienta, sem izkoristil vsa pravna sredstva in ko nisem imel več ničesar na razpolago, sem se odločil, da bom za svojo dušo napisal knjigo. V tej knjigi sem zasledoval dva cilja. Da dokažem, da moj klient ni storilec in pa da pokažem s prstom na tiste, za katere sem prepričan, da so storilci. In to knjigo, v tej knjigi sem iz logičnih razlogov spremenil vsa imena, priimke, celo spolno usmerjenost udeležencev in zato sem napisal 130 strani zgodbe, ki sem jo ponudil v izdajo Cankarjeve založbe. Uredniki Cankarjeve založbe so sprejeli to knjigo, so pa želeli, da knjiga izide v določeni literarni obliki kriminalnega romana in zato mi je bil dodeljen novinar in pisatelj Vasja Jager, ki je dal knjigi ustrezno obliko. Prvotno sem jaz dal naslov knjigi Maščevanje. Prevladalo je prepričanje, da bi bil ustreznejši naslov Sodni dnevi in tako je ta knjiga sedaj odzorila. Dobro, gospod Čeferin, pa vendarle ta oseba, ta vaš klient, kot ga imenujete,
Ali lahko povemo njegovo ime ali ne, je znan, kako je s tem? No, podlaga za to knjigo, kot sem že uvodoma povedal, je resničen proces in večji del knjige temelji na sojenju Ivana Periča, ki je bil obsojen zaradi trojnega umora v Rovinju. Dodatne informacije sem dobil drugje. Tako je bilo v sredstvih javnega obveščanja v državah, ki so nastali iz bivše Jugoslavije, objavljeno, da je nek poklicni morilec, ki je zaprt v centralnem zaporu v Beogradu, priznal ta zločin. In medtem, ko je tekel postopek zoper Periča, smo imeli objavljeno, kdo je storilec in celo njegovo fotografijo. Drugi viri so bili, da so žrtve tega, zdaj, a so to njegovi starši ali to v romanu nek milijarder Karl Maron, da so žrtve prodajali orožje v času bojev med narodni in narodnostmi Jugoslavije, v razpadanju Jugoslavije in po nekih podatkih, ki sem jih imel, je ta človek, oziroma so ti ljudje prodali nekomu tudi pokvarjeno orožje, zaradi česar je prišlo do številnih žrtev. In logično me je napeljalo nadaljnje raziskovanje na to, da utegne iti pri tem umoru za pričevanje. Torej, omenili ste sodišče za človekove pravice v Štrasburu, kamor ste se vrnili in seveda vam je dalo to sodišče prav, vam kot odvetniku. Ampak klient pa vseeno ždi v zaporu, 30-letno kazen ima. Se je kaj oglasil? Ja, zanimivo. Jaz sem zavestno skušal zelo spremeniti osebe, kraje, čase, okoliščine v tej knjigi. Glede na to, da trdim, da je nekdo drug storilec. In hotel sem preprečiti svojemu klientu Ivanu Periču travme, da bo mislil, da bo zdaj zaradi te knjige, ker je, kaže, da je drug storilec oproščen oziroma spuščen iz zapora. Sem pa zelo presenečen, ko sem pred 3 meseci dobil njegovo pismo in mi je napisal, da se mi zahvaljuje, da je prebral vse moje knjige, tudi to in vse intervjuje in sva bila dogovorjena, da me obišče v pisarni. Namreč po 17 letih so ga začeli občasno spuščati za nekaj ur ven iz zaprtega oddelka. Bila sva dogovorjena za določen dan, da pride v mojo pisarno, ni ga bilo, telefoniral je, da odkar ima videla kontakt, da so mu ukinili vse izhode, češ, da namreč v resnici je nek soobtoženi pomagal, da je bil Perič obsojen. Nekdo je v tistem procesu trdil, da je dal Periču pištolo, s katero je umoril starše in pol brata, in da bo je Perič tudi priznal, da je to storil. To je glavna točka tožilstva in obsodbe. No, tak človek je trenutno na prestajanju kazni, ker je več ali manj poklicni kriminalec na Povšetovi. In iz Povšetove je sporočil, da, tako so mu povedali na upravi Doba, da ga ne morajo spustiti, ker je on sporočil ta iz Povšetove, da bo izkoristil za to, da se mu maščuje, da ga ubije. To je popolnoma nelogično. Ko sem pa jaz pisal, da pridem jaz na Dobo, ker prosim, ne hodite, počakajte, bom jaz prišel. To je zadnja informacija. Dobro, Vasja Jager, novinar Mladine, piše tudi kolumno o Jani, kar pomeni, da zna pisati za ženske, ki rade beremo kriminalke. Povejte nam, Vasja, kako pa ste vi se lotili te teme? Na eni od predstavitev ste rekli, da je bilo kar nekaj metrov tega gradiva, 4 metre pa pol, v višino je šlo.
Ja, ne, ni bilo tako podobno, najprej dobro večer tudi z moje strani. Če pogledate tole knjigo, ne, je široka, mogoče 5 cm. Kazenski spis, ki ga je Peter pregledal, je v višino meril Peter, mislim, na 1,80 m. 1,6 m, no. Je bilo toliko teh spisov. In mogoče, no vse mogoče, Peter, je boljše, da ti poveš, kako si se 2 leti prebijal skozi to gradivo. Namreč, jaz sem se to pripravljal, ker to je primer, ki me najbolj zadeva od vsega. Jaz sem imel 52 let neprekinjeno odvetnik in to je bil primer, ki me je najbolj prizadev. In sem 6-krat naročil v administraciji, da mi prinesejo spis gor in 6-krat sem rekel, odneste hodišča. Potem pa prišla ta sodba Evropskega sodišča, sem se pa lotil in iz tega 1,6 m sem napisal zgodbo v velikosti 130 tipkanih vrstic in to sem poslal potem Cankarjevi založbi, Cankarjeva založba pa spoštovanemu pisatelju. No in od teh 130 vrstic, Vasja, kako je potem prišlo do te knjige? 7 mesecev ste to delali? Kaj se je dogajalo? Ja, v bistvu sem jaz potem dobil to Petrovo predlogo in sem se zelo hitro vrgel v pisanje, ki pa je bilo zelo slabo na začetku, katastrofa. Zelo se je poznalo, da izhajam iz novinarstva, da nisem pisatelj in jaz sem najprej v tej knjigi se, kot rečemo, Štajerci ven metal. Jaz sem hotel založbi pokazati, da obvladam pisanje in da so dobro izbrali in seveda sem pisal iz ega. Ne za bralca, ampak zase. In to je bilo zelo samo intelektualiziranje, metafore, pametovanje in jaz, ko sem njim poslal prvo poglavje in ko sem že pritisnil pošli na mailu, sem se zavedal, da je neuporabno. In sem isti hip začel pisati že poglavje potem takšno, kot je sedaj v knjigi in sem nekako v tistem trenutku slišal ta svoj glas. In potem je to tako potekalo, da sem vsako poglavje sproti Petru poslal po mailu, da je Peter to prebral in nekako dal svoj blagoslov. In jaz sem to sprva delal z velikim strahom, z veliko tremo, spoštovanjem do mojega sostorilca, ki pa je bil takoj zelo suportiven. Že njegov prvi mail je bil poln spodbude, hvale, rekel je, to je to, nadaljuj v tem stilu, odlično in mi je dal na ta način nekako krila, da se potem nisem več ustavljal. Edina kriza je potem nastopila nekje po 40 straneh, ko sem se res zaplezal, ampak mi je potem prijateljica na založbi rekla, lej, ti samo piši, uporabi domišljijo, zaupaj vase in vse bo v redu in tako je tudi bilo. Glede na to, da se knjiga dogaja tudi v Budvi, pa da je zdaj veliko zanimanja očitno v Srbiji, tudi knjiga se dogaja tudi v Srbiji, čeprav se mogoče zares ni. Vi ste uporabili tudi prispevke, časopisne prispevke, ki so bili objavljeni v nekdanji Jugoslaviji. Je bilo to težko dobiti? Je bilo veliko zanimanje? To je spet Petrovo iz predloge. Koliko je bilo teh člankov? Ja, veliko v moji biografiji, ki je napisal Tadej Golob z naslovom Nespodobni odvetnik, je objavljena fotografija Judenog lista, kjer je naslika poklicni gorelec, ki ne bi že 200 let polni, ne bi proti plačilu tudi to družino. Bili so še drugi časopisi. Potem pa druge informacije, to je tako delikatna zadeva, ljudje so nekaj povedali, pa so rekli, da bo prosim, ne me ometi, da je v bistvu namaram še druge spravile so v težavi. Če v bistvu razložim, kaj kateri od naj delal. Peter je priskrbel ta faktični okvir, se pravi to kronologijo, celosodno dramo, jaz sem pa potem dal to v literarno obliko in moja naloga je bila nekako, da dam to v nek človeški kontekst, da si izmislim zgodbo, človeško zgodbo tega odvetnika Edvarda Melika, ki je seveda zasnovan po Petru, da si izmislim njegove odnose, te stranske like, vključno z tajnico Ireno,
ki ga v nekih ozirih precej moti, ne, ker se mu napretil prešuško za njo. Tako da, v bistvu je bila potem to moja vloga, ne, da dam nekako to globino tej faktografski pripovedi. No, ampak vi ste se zelo uživeli v gospoda Čeferina, celo pri teh alkoholnih pijačah, če se prav spominjam, ste zadeli, kaj on pije, čeprav vam tega ni povedal, ne? No, to je zelo zanimivo. Jaz pa zadnje čase rativiski od glasbe, pa še vedno najrajš kojno. In ne, da bi jaz to povedal Vasi, je Vasja v kriznih trenutkih tega odvetnika, dr. Melka, se je tolažil z obema skojnem in pa z viskijem. Tako da mi pa sva, kljub temu, da je med nama velika razlika v letih, se neverjetno dobro ujela, ne? Kot da bi bila oba tam okrog 30. Ja, sej, mislim, kot pravi Peter, res je bila super kemija od vsega začetka. Malo sem razmišljal, da bi ti na mesto Kojena in viskija navrtil Guns N' Roses in Malinovc, ne? Ampak nekako se je zdelo, da ni primerno. Vsaka, ja, super sva se ujela, to sodelovanje je potekalo res praktično brez ene praske, ne? Niti enega konflikta, niti ene dileme, ne? Od začetka do konca sva res bila na isti valovni dolžini. No, ampak Vasja, zdaj ta knjiga, ki bo išla v Srbiji, bo malce drugačna kot slovenska. Zakaj? Ja, smej se, ja. Mislim, to je zdaj... Ne, se... Bomo zdaj probali povedati tako, da ne bo hude krvi. Skratka, midva niso bila docela zadovoljena z uredniškimi posegi v knjigo in sva sedaj z srbsko založbo nekako dala neke stvari nazaj v knjigo, ki so le prej umaknjene. Tako da, no, upam, da bodo zadovoljni, ampak glavna razlika je to, no, da smo v bistvu zopet malo studirala, bila smo malo samosvoja, takšna kot smo, ne, dva kavbojca, in smo kakor hitro ni bilo nekoga tretjega, ki bi naj malo držal nazaj, sva zopet zbezdala in šla po svoje, ampak se pravi, jaz mislim, zaenkrat so odzivi tudi srpske strani zelo pozitivni. Dobro, bomo prebrali, mogoče, če ja, izvolite. Namreč, on vidi v enega kavboja, ne? In v prvotni varianti je največjo barabo ta dr. Melik udaril na gobec, ne? Ampak to so pa v založbi ven vrli, zdaj smo to ta spit noter. Balkansko pretepanje. No, ampak vseeno, mogoče, dr. Čeferin, kako vi komentirate to, da tudi ko je resnična zgodba se odvila, se dogajala, to smo vsi lahko spremljali, je bilo vendar v javnosti in v medijih, tako kot ste rekli, v Beogradu in drugje, drugače to predstavljeno kot pri nas. To pa je zanimivo, ne? Zakaj je tu ta razlika nastala? Oni so objavili več kot mi, ali pa drugače gledali na zadeve. Z mediji pri nas so sploh težave, ne? Imam vtis, da pišejo tako, kot lastniki zahtevajo, da pišejo tako, da so všeč plebsu najširši javnosti in politiki, ne? Tako so v Sloveniji skoraj vsi naprej obsojeni, pa človek zve, da je zoper njega vložena ovadba iz cajtnikov, ne? Tle so vsi jurišali na ubozga Periča, za vse je bil kriv in jaz sem še vedno precej osamljen v nasprotni trditvi. Jutarnji list je pa opisal konkretno akcijo in naslikana je bila. Namreč, da imajo več mafije, kot pa nas. In zanimivo je to, da srbske kriminalne združbe, ki delujejo v Nemčiji in drugih državah, one obračunavajo doma v Srbiji. In tako je prišlo do enega masovnega streljanja med nasprotnimi tolpami in pri teh streljanjih je bilo veliko ubitih, ujet je bil pa ta človek, ki so ga potem strpali v centralni beograjski zapor. Oni so to opisali. In
ta človek, ta kriminalec, ta poklicni morilec, naj bi kriminalistom beograjskim priznal, da je ubil starše od Periča. To smo prebrali. Jaz sem uporabil vse vire, do katerih sem prišel. Našli so sicer drugačnega mnenja. Ne? Ampak zanimivo je tako, ne? Te kritike, ki pišejo, zdaj je spet ena izšla. Odvetnik Čeferin je prepričan, ne? Ali pa ima občutek, ali pa misli. Ne gre samo za to. To je bil mladenič, star 20 in še nekaj let, ki ni hodil v šolo, ki ni bil zaposlen, ki je bil ljubljenček od svoje matere, ki je bil odpuščen iz vojske, ki ni znal streljati. In ta človek naj bi se usedel v avto v Ljubljani, pelil po noči v Rovinj, splezal v vikend, ustrelil v 3 ljudi in ne da bi pustil eno samo materialno svet, spet zginil in se pelil v Ljubljani. To je prišlo, ki je užival alkohol, mamila in tako dalje. Ta človek, ta zgodejanja po moji 52-letni odvetniški praksi ne more storiti. Ampak ne gre samo za to. Ko je bil aretiran, ko je šel na prepoznavo trupel svojih sorodnikov v Rovinj, so ga testirali, čutil tako radost pri pisanju, da sem vsak let eno knjigo kratkih zgodb izdal. Tako sem izdal 5 knjig kratkih zgodb, ki so vse resnične, vse na podlagi sodnih spisov, vse, kar se v resnici zgodilo. No, potem sva pa roman s sostorilcem napisala, s čimer sem svojo leposlovno aktivno zaključil. Zaključite je isto mogoče vi, ampak mogoče pa Vasja Jager ni še zadnje pike pritisnila, da tako rečem. Mogoče pa se lahko zgodi, da bi ta odvetnik Edvard Melik, podobno kot se dogaja v drugih kriminalnih zgodbah, recimo Cormoran Strike, to je zgodba, to so dolgovezni romani, ne povem, nekega Roberta Galbraitha, ki je pravzaprav psevdonim za J.K. Rowlingovo, in zelo dolgovezno pišem. Ta zgodba je veliko bolj dinamična, moram povedati. Pa vendarle, ustrajajo in ta strajk nastopa, pa tudi Peterson piše zgodbe, pa zdaj je s Clintonom napisal. Zdaj vprašanje za Vasjo je to, ali se lahko zgodi, da bi Edvard Melik sam od sebe še nastopal, ne glede na tematiko Petra Čeferina v kakšni zgodbi. Ja, sam od sebe gotovo ne. Mislim, Peter je Edvard Melik je Peter, to je moj prijatelj, tako da bi pravzaprav on mene povabil na to pot, ne jaz njega, tako da je ta pot odvisna od njega. Zdaj, če on čuti, da je tu doživel neko katarzo, da je doživel zadoščenje, da je bil maščevalnik, ki ga je iskal, potem sem tudi jaz srečen, če sem lahko k temu doprimogel. Tako da, se pravim, jaz ne bom studiral, absolutno si želim pisati, ampak zdaj, če se bodo Melikove postolovščine nadaljevale, bo to povedal sam. Je pa tako, se vidite v kino zdaj, ravno se vrti Rambo 4, Terminator 6 prihaja, tako da nikoli ne reci nikoli. Ja, no tudi uredniki, drugi časopisni, so rekli, da imate stil Svetokriškega, kaj to pomeni? Ja, jaz sem po duši pravzaprav nisem novinar, jaz sem vedno si želel pisati. In sem novinarstvo zatal ravno zaradi tega, ker sem mislil, da to je edini način, da lahko živim od pisanja, da bom lahko kreativen, da se lahko izražal. No, vse sami veste, da novinarstvo je največkrat, oziroma dostikrat vse prej kot to, da pač sediš v pisarni, je zelo mukotrpno delo. Tako da, ampak jaz še vsemu nekako vztrajam, ker ljubim pisanje, rad se izražam, ljubim metafore, in potem moji uredniki okupujejo in z motorno žago režejo te metafore in pridevnike z mojih tekstov, in potem jamrajo, da imam svetokriški in starinski stil. Jaz sem pa odgovarjam, da v bistvu ljudje radi berejo, jaz rad pišem, ker seveda se neka ljubezen do pisanja prepozna tudi v tekstu. In mogoče pa tudi tako, da je
v kom kaj nerealiziranega pisca in potem ti kdaj kakšno spusti tudi zaradi stila, ne? Ampak se ni nobene zamere. No, ena takih prispodob je, da se je nekdo lotil dela z entuzijazmom veganskega mesarja, ta bila taka smešna, ki sem se pisala, ne? V tej knjigi potem ste rekli, sistem je preplet rok, s katerimi držimo drug drugega. Za? Za prašnike. Torej, ta stil je zanimiv. Torej, človek v bistvu uživa v tem branju. Knjige ne moramo spustiti iz rok. Je veliko bolj zanimiva kot pa knjige J.K. Rowling, o karakteram, mislim, te kriminalne zgodbe njene. Kako je s tem? Kje ste se tega naučili? Kakšna je ta dinamika? In predvsem, kakšna je razlika med tem pisanjem pa recimo tem, da se nekdo zabubi v te sodne spise? To pa je težko, ne? Ja, je v bistvu razlika je ogromna in ravno zaradi te razlike med pisanjem člankov in knjige sem jaz čutil, kot da sem se končno spustil iz verige in sem si dal duška, ne? In sem lahko izkazoval to svojo ljubezen do pisanja, tudi z takšnimi iskricami. Zdaj, kje jih najdem, ne? Ker me dosti ga vprašajo, pa kje jih jemljete? V bistvu zelo veliko berem, potem sem tudi obdarjen ali pa obdarjen z zelo veliko domišljije in ves čas pa se trudim opazovati svet in ljudi in te vzorce in če dovolj dobro opazuješ, vidiš, da je pravzaprav vse metafora za vse in da lahko vse uporabiš, ne? Tako da nekako je kombinacija vseh teh faktorjev, imam pa tudi srečo, da imam krasno partnerko, ne, ki me podpira, ki je tudi pisateljica in ravno včeraj smo imeli prije tekmovanje v metaforah, ne, ker oba piševa in smo potem tekmovala, ne, in smo rekla, ne vem, da smo prav imela nekaj je strastno kot in potem smo rekla, da vidimo, kjer najde boljšo primeru, ne, in potem smo jih pisala in potem smo rekla, ok, dan je lep kot in zopet sva tekmovala, ne, in tako da v bistvu iskanje te barvitosti življenja, ne, je del mene in hvala Bogu tudi del moje družine. Dobro, dr. Čeferin, zdaj tole, da odvetnik napiše knjigo v primeru, ko pravzaprav na sodišču ni zmagal, ne, je pa to zdaj še en ventil, ena pot. Mislim, da se je tudi pojavila še ena knjiga nekega odvetnika, če sem bila prav obveščena. Torej, to je zdaj način, da bodo zdaj odvetniki pa še knjige pisali potem, ali kako? Kaj je s tem? No, v zgodovini slovenske literature je, pa tudi svetovne, je veliko pravnikov, advokatov, ki so bili pisatelji. Obveščen sem, da bo za knjižni sejem 30. novembra pogovor na temo advokati in pisatelji. Nastopila naj bi midva s kolegom Karloškom, ki je tudi več knjig napisal, ne? In zakaj? Ta moja izjava, ki ste jo prebrali, ki sem jaz ugotovil na začetku, da so resnični dogodki mnogo bolj pretresljivi, pogosto mnogo bolj, od še tako šokantne literature, to so spoznanja odvetnikov. Sodnik nikoli ne pride v tak neposredni stik, ali pa zlasti ne tožilc z obtoženim. Midva se pogovarjava na 4 oči in jaz analiziram njegovo življenje, njegovo ravnanje, zakaj je to storil in tako naprej. In škoda bi bilo, da ne bi bilo to opisano, ne? Ker v teh mojih kratkih zgodbah to so v bistvu vse kritike pravosodja. To se je vse v resnici dogajalo in en profesor na pravni fakulteti, bivši ustavni sodnik, je v mojih 5 knjigah kratkih zgodb napisal, pri branju prve knjige sem si brisal solze in sicer od smeha. Pri branju zadnje se pa jokam, ker se je res nekaj čudnega dogaja v naši državi. Vendarle, dr. Čeferin, kritika pravosodja, kakšno kritiko si res zasluži in bi jo morali predstaviti temu pravosodju? Kaj je narobe v
sodi po vašem? Dajte, jaz sem proti pavšalnim kritikam. So dobri in slabi sodniki, dobri in slabi odvetniki, dobri in slabi tožilci. Pri vseh teh poklicih pričakujem in želim, in se mi zdi najpomembnejše, poklicni pogum, da se upajo izreči oprostilno sodbo ali pa izreči obsodilno sodbo. In to v nasprotju s pričakovanji in zapisi medijev, javnosti, politike in tako dalje. Mislim, da smo danes že omenili, da so nekateri preko medijev vnaprej obsojeni, ne da bi bil izveden en sam dokaz. Jaz poznam sodnika, ki ga močno občudujem, ki je bil sposoben v eni veliki kazenski zadevi izreči oprostilno sodbo, ker je smatral, da je treba vse dokaze izločiti, ker so bile kršene človekove pravice, ker so prisluškovali in zasledovali ljudi brez odredbe preiskovalnega sodnika. Ker je javno zahtevala obsodbo, so tega sodbo razveljavili, da je drugega sodnika, ta jih je krepko obsodil. Ta sodnik, ki ga pa občudujem, okrožni sodnik, pa po moje nikoli ne bo prišel na Vrhovno sodišče. Tako da stvari so zelo različne, na vsak način za pravosodne poklice pričakujem vse tri, ki sem naštel. Pravna fakulteta je neben baj, ko bi se rekel. Važne so življenjske izkušnje. Važno je, da je sodnik ali pa odvetnik ali pa tožilec razgledan, načitan, da pozna umetnost in tako dalje, predvsem pa, da je dober človek. Ti moraš imeti ljudi prav. No, ampak vendarle, še vprašanje za vas, ko smo ravno pri odvetnikih in sodnikih, ima človek, jaz osebno imam včasih občutek, da nekateri odvetniki pravzaprav ne morejo stopiti popolnoma v čevlje zagovornika, ne želijo biti pristranski, ker odvetnik mora biti na strani svoje stranke. Ampak ves čas malce razsojajo, in malce gledajo tudi na drugo stranko, kaj to za njo pomeni. Jaz osebno mislim, da ste vi zato tako dober odvetnik, ker ste popolnoma na strani svoje stranke, beri pristranski. Dobro, če eno od temeljnih načel kodeksa odvetniške poklicne etike je, da je odvetnik popolnoma neodvisen od vsakega zunanjega vpliva, ko se odloča, kako bo najbolj skrbno, uspešno in odgovorno zastopal svojo stranko. Jaz na vseh predstavitvah Vasi Božidov, če to ponovno, povem definicijo kazenskega postopka, ki mi je najbolj všeč. Sicer, kazenski postopek je spopad med enormno močnejšo državo, ki ima monopol nad fizičnim nasiljem na eni in šibkim posameznikom na drugi strani. Ne glede na to, je ta posameznik morilca, je ni, karkoli. Med tema dvema neenakima nasprotnikoma je edini odbijač odvetnik. In zato mora odvetnik narediti za svojo stranko vse, kar mora in kaj more. V zakonu o odvetništvu je določba, da odvetnik prosto izbira ali bo sprejel zastopanje ali pa zagovornike stranke. Moje stališče je drugačno. Jaz smatram, da glede na to definicijo o neenakosti nasprotnikov v spopadu, da odvetnik mora sprejeti vsako stranko. Za eno samo izjemo. Če je njegov odnos do stranke ali do stranki učitanega dejanja tako negativen, da bi utegnila biti zaradi tega njegova obramba šibkejša. Torej, vedno v koristi stranke. Jaz nisem v 50 letih nobene stranke odgovoril. Ste pa imeli kar precej teh odmevnih primerov, ne? In v tej naši tranziciji 30 let, zdaj že te nesrečne tranzicije so celo nekoč neki politiki rekli, pa dajmo plačati temu Čeferinu, pa da neha dela. Namreč, pogledaj, ker sem se jaz vrnil iz procesa na Kosovo, ker smo 4 slovenski odvetniki brezplačno zagovarjali rudarje v zadnjem političnem procesu pred razpadom Jugoslavije,
so me v Ljubljani sprejeli kukarnega narodnega heroja. Vse stranke so hotele, da sem poslanec v prvem državnem zboru. Žena pa otroci rekli, ostali neodvisni, odklonil sem vse stranke in tako dalje. Ko sem pa naslednji dan sprejel obrambo Santija Grumeliča, recimo, če starejši ste slišali za prodaje avtomobilov in tako naprej, so me pa razglasili za mafijskega odvetnika. Isti cajtniki, ki so narodni vlak, pa so postal mafijski odvetnik, ena tožilka je to napisala državni sovražnik številka 1. Mene to neskončno zelo, sem vsake par mesecev nekaj drugega in v bistvu sem pa vedno enaki. Se fajn počutim. Dobro, zdaj pa, če se vrnemo k knjigi, Vasja, če pridete do zdaj, rekli ste na tisti prvi predstavitvi, da ste v knjigi opisali tudi močne ženske. Povejmo kaj več o tem, katere so to? Mama, Tonija Kleina? Ja, mati Tonija Kleina, potem Edvardova tajnica, potem nekdanja sošolka, beograjska odvetnica Nevena, tudi ena mlada odvetnica. V bistvu sem zastavil, kar je bilo v moji pristojnosti, te stranske like tako, da med njimi res prevladujejo ženske. In zdaj Peter se ne strinja, ker seveda noben moški ne vidi rad tega, da se podredi ženski, ampak veste, kako pravijo, za vsakim uspešnim moškim stoji dobra ženska, v tem romanu so kar 3, ki nekako nosijo zgodbo in njihova vloga je, da pomagajo odvetniku pri tem, da v bistvu se najde kot človek. In to je ta njegova velika zmaga. Ker v bistvu ta naslov Sodni dnevi ima 2 pomena. En se tiče te sodne drame, ki je zelo očiten, drug se pa nanaša na to človeško sojenje, na to dejstvo, da je pravzaprav človeška vidika vsak dan sodni dan. Da se vsak dan znajdemo v situacijah, kjer neka višja pravica presoja, ali smo dober človek ali ne. In na koncu, prej ste omenili, da v tem romanu odvetnik izgubi ta primer. Jaz se čisto ne strinjam, ker odvetnik res izgubi ta formalni primer, ampak zmaga pa po tej človeški plati. In on ugotovi, da pa so ti sodni dnevi, ta sojenja po tej višji pravici pomembnejša. In ravno z pomočjo teh 3 svojih žensk, oziroma ne svojih, mati ni njegova, ampak ravno s pomočjo teh ženskih likov, ki mu svojo modrostjo in neko čustveno inteligenco zelo subtilno pomagajo na tej poti, on pride do tega spoznanja in pride do te zmage, ki je zame ključna zmaga in s katero doseže neko katarzo. Dobro, omenili ste, slišali smo tako, recimo, kaj je pomembno, vi ste omenili intuicija, da ko ste pogledali sliko tega resničnega človeka, ki je obsojen, ste ugotovili, da verjetno ni kriv, to ste začutili. Kaj je po vašem mnenju, to je vprašanje za oba, kaj je pomembno? Vi ste rekli, dr. Čeferin, da je pomembno, da ima človek, predvsem odvetnik, pa jaz mislim, da tudi novinar rad ljudi. Kaj je tista etična norma, ki naj res žene poklice naprej, da ne bo toliko teh napačnih napak, napačno obsojenih, po vašem mnenju, Vasja? Ja, ključno je to, kar Peter pravi, in absolutno vse, kar je naštel za odvetnike, velja tudi za novinarje. Poklicni pogum in predvsem, kar je pravzaprav del tega, da si dober človek. Če se mene katerakoli stvar prijela iz FDV-ja, je bilo to, ko so nam dejali, novinar mora biti dober človek. Jaz se pravzaprav ne spomnim veliko stvari iz tega faksa, ampak tega se pa res spomnim in tega se skušam držati. Zdaj, kaj pa pomeni biti dober človek in kako to udejanjati v našem poklicu? To pomeni, da pravzaprav ti prevzameš nase neko tveganje, ki ga ta človek, ki je v šibkejšem položaju napram instituciji, ne more. In da si pripravljen za tega človeka, zdaj govorim naprimer z vidika novinarja, iti tudi v zapor, zastaviti svoje ime, ker verjameš v tega človeka, se pravi se boriti za njega, mu dati nek glas.
In mislim, da je to ključno. Ne? In ja, to je absolutno pomembna intuicija, veste, ker odvetniki in novinarji delujemo v okolju, kjer ves čas potekajo informacijske vojne, kjer resnica ni več resnica, kjer so ta alternativna dejstva, kjer je vse fluidno. Ne? In na koncu dneva so vsi tako prepričljivi, vsi so mojstri laganja, imaš opravka z nekimi profesionalnimi spin doktorji, z nekimi mojstri javnega nastopanja, z nekimi zelo spretnimi politiki in na koncu dneva se moraš ti enostavno odločiti po svojem srcu, komu zaupaš in se potem za tega človeka boriti kot lev. Ne? Tako da to pomeni biti dober človek z vidika teh poklicov. Dobro, dr. Čeferin, vi ste zdaj napisali nekaj knjig, ste naredili, torej najprej ste posadili tudi kakšno drevo, pa sinove imate, vse tisto, kar je potrebno. No, pa knjige, pa sinovi, pa drevesa. Pa hčerko. Ampak pravijo, da mora človek imeti sina, pa posaditi drevo, pa napisati knjigo. Zdaj pa vprašanje, kako želite, da si vas zapomnimo? Da si vas Slovenci zapomnijo nekega dne, če bo nekoč rekel to Peter Čeferin? Zdaj so poslali vaši en vprašalnik, naj o meni nekaj napiše za leksikon, biografski. Ko bo išel, jaz mi rekel, daj pokaž pred, boš poslal. Kaj ne piše pod geslom Čeferin, Vejca Peter? Kaj piše? Ja, ne vem, kaj bo napisal, na dosedanjih piše, na Wikipediji, kaj piše vse. Piše odvetnik, pisatelj, dramatik, politik. Vse to piše. Pa še to piše, da sem rojen v kraljevini Jugoslaviji in sicer v Dravski padovini, kar je res, ne. Ampak prej se je postavljalo vprašanje, kako odvetnik doživlja uspeh, kako ne uspeh, kaj je uspeh. Ko sem jaz prvega človeka zagovarjal, sem naredil eno veliko neumnost in sicer sem mu rekel, da bo oproščen. Po en dobu 9 let, takrat sem imel še strojega zapora. In jaz sem se sedel v Fičoto pred sodnijo na Tavčarjevi in se nisem mogel dan peljati. Noge so se mi trezle roke, popolnoma sem bil iz sebe. In pa mi je rekla ena sodnica, je rekla, te pet v drug poklic, če boš ti vsak primer tako da te bo tako prizadel, pa nam zdaj je sprašal. Na Britov sem rekla, ker če te v srcu zadine, je to težko. Tako, no, ampak v izogib Britova, imam pa zdaj naslednjo metodo. Na koncu vsakega procesa se vprašam, ali sem jaz za tega človeka naredil vse, kar sem moral in mogel. In če je odgovor pozitiven, mislim, da je stvar končana. Pozor pa drugi krivi naprej. Torej, Čeferin, Vejca Peter, odvetniki naredil vse. Poskušal je, ne? Poskušal. No, še vprašanje za Vasjo Jagra. Na predstavitvi, kjer smo bili skupaj, ste dejali, da bi mogoče napisali pa zdaj kakšno knjigo o bankirjih. Imate še to idejo? Ne, mislim, to je bilo v bistvu izrečeno malo v hecu. Mislim, štofa je absolutno dovolj. Jaz sem se za temi bankirji tudi po sodišču preganjal. Napisal sem serijo tekstov o tem, kako je nastajala naša bančna luknja, še preden je bila ocenjena. Ampak jaz gre za to, da to je res, ta vzporedni svet je res umazan. Res je umazan in je ciničen. In mi je dovolj že to, da se moram po službeni dolžnosti van potapljati in imeti opravka z temi ljudmi in z tem egoizmom in za to umazano, smrdivo, temno energijo. In v bistvu pisanje vidim kot proti utež temu. In absolutno ne bi pisal o tem. Se tudi verjetno porno igralci potem, ko pridejo domov, ne gredo najprej v spalnico. Tako da ne, jaz bi reči v teh časih je toliko cinizma, pa toliko tema, da bi reči
slikal neko svetlobo, no, z svojimi knjigami, če bi lahko. Torej, naslednja tema. Ja, zdaj, gledajte, knjiga se že piše in jaz vsakič, ko jo začnem pisati, pišem tudi številko, ne? Naslov in številko poskusa. In zdaj sem pri poskusu 23. Se pravi, 23, kad sem začel pisati, ampak ne mislim odnehati, tako da upam, da se v nekem doglednem času spet mogoče srečamo. Ne? Tema, mogoče, da mi zdate kaj? Naj še ostane skrivnostno. Dobro, doktor Čeferin. Namreč nekaj bi rad povedal, kadar, ko so me novinarji vprašali, kaj bi bil rad sodnik, tožilec ali odvetnik, sem odgovoril, da sodnik ne bi bil tožilec nikoli, ne, kadar pa nekoga zagovarjam, pa neskončno uživam. Zdaj sem pa pred par dnevi bil v galeriji fotografij moje snahe, kjer razstavlja neka italijanska fotoreporterka in slika mafijo. Slika aretacijo mafijskih šefov, sojenje mafijskih in ena slika protimafijskega tožilca me je tako pretresna, da jo imam na telefon, pa poskušajo odkupiti, če bojo spustili ceno, ki me je popolnoma prevzela. Namreč na sliki je protimafijski italijanski tožilec, javni tožilec, ki gre v službo, okrog njega je pa 7 policajev v civilu, vsi z eno ali pa 2 pištolami v rokah, na gotovost pištole. In sem se vprašal, kakšen človek mora to biti, da je zaradi mesečne plače pripravljen tvegati svoje in svoje družine življenje. In takrat sem se tako navdušil na te poklice, da morda, če bi še enkrat začel svojo kariero, bil pa tožilec. In kolikor se ta tožilec bori proti mafiji, ne? Mafija pri nas je nezamrljiva, ampak imamo celo vrsto nedotakljivih kriminalcev. Ne? To je mafija, ki jo nihče ne preganja. Ne? In to bi pričakoval od protimafijskega tožilca v Sloveniji. Dobro, zdaj tale ura se je obrnila na okoli, pa še malce več. Zdaj pa je seveda tudi prilika, da vi mogoče kaj vprašate, spoštovani gostje, vas kaj zanima, ste dobili kakšno zamisel? Ja, jaz tlele pri zadnjih stavkih, ko pravi gospod Čeferin, če bi bil, ne, bi pa bil drugič tožilec, bom rekla tako, trava ne zraste samo enkrat, jaz ne verjamem, da človek živi samo enkrat, ker če bi bilo to tako, odkje potem Mozartu pri 5 letih, da skladba nekaj. To se pravi, v genih ima že neke izkušnje, ki jih človek v življenju, ko je izzvan, pove, odreagira. To, da ste lahko v drugem življenju tožilec, jaz mislim, da je to čist možno. Ja, me veseli, da so enakih misli. Pa vendarle, karijera in ta pot, doktor Čeferin, kako bi jo strnili v kratkem? Kako bi jo pisali? Moja odvetniška karijera. Ja. Začel sem 1.1.67 v Trebnjem, in ker sem v gostilni Opara eno sobo dobil in so na čakalnici ljudje vprašank ostali in čakali. Pa sem jih pa jaz sprejemal. Bil sem pa odvetnik, tipkarca, računovodja, snažilka, zjutraj sem moral 5 sekund in tako naprej. Imel sem en star pisalni stroj Underwood, ker so bile tipke tako problematične, da me je vsakič prst zabolil, ker sem pritisnil gor in zato so bile moje tožbe zelo kratke, zaradi bolečin v prsti. Potem sta pa prišla sinova, pa tako naprej in smo iz enoosebne firme naredili zdaj po številu odvetnikov največjo družbo odvetniško v državi, zdaj imamo 35 odvetnikov in dosegli smo tisto, kar sem si želel specializacijo. Ne? Edini, ki vsa področja približno obvlada, sem zaradi svojega dolgega staža jaz, ampak
specialist pa nisem za nobeno področje, ne, to so pa mlajši kolegi. A imate koga v Kranju? Prosim? Če imate kakšno pisarno v Kranju? Imamo samo podružnico v Mariboru, drugače imamo pa mi centralno v Grosuplju. V Grosuplju, ne? No, pa vendar ne pridejo ljudje k vam v pisarno, pa želijo vas osebno, ne? Vsi Ja, želijo vas. običajno, glede na medijsko, ne, to vsak hoče mene, ne? Ja. Pa pa jaz rečem, dajte se nekaj malo šest. Če vi rabite nova očala, ne? Nova očala greste k okulistu. A vam tist okulist tudi kolike zamena. Ne, tako pa ne. A vam lahko damo specialista. Krasno. Koga nas porejel, vsak pol ne. Popisano. Dobro, imamo še kakšno vprašanje? Ja, jaz bi sam, ko sem omenil slovensko pravosodje, meni je tudi to po svoje, jaz sem drugač človek, nisem po profesiji pravnika, ampak me pa žalosti, nekako delim vaše mnenje, da se mi zdi, da to, kar berem po časopisih, da današnji slovenski sodniki niso kaj preveč, ne vem kako, razgledani ljudje, ne vem, se kaj preveč privatno ne zanimajo za kakšne filme, nadaljevanke, berijo knjige, da bolj sodijo po paragrafu. Pa me zanima vaše mnenje, je temu tako, ali... No, torej, sojenje zgolj po paragrafih, ne, kar imenujemo črkobralstvo, ne, Ja. je absolutno premalo za enega sodnika. Ne. Če nima večine drugih lastnosti, ki sem jih naštel, pa je slab sodnik. Za mene. Zdaj, imamo pametne, imamo razgledane, imamo oga človeka, ki jaz občutim. Zdaj se najdu zelo tužilca, ki jih nikoli nisem varal, ki ga obožujem. Pavšalno trditi, da je pravosodje zanačan, pa to ni spremljivo. Ne? Vsak posamezen primer boš pogledal. Seveda so pa mediji zelo nevarni, ker povzročajo ne samo insinuirajo stvari, ampak razširajo prepričanja in tako naprej. Ne? No, pa če gremo v paragrafi, ne, če pogledamo, se vam zdi, tako kot je neko splošno mnenje, da je pravzaprav res teh paragrafov pri nas preveč, pa ne samo to, so si tudi nekateri v opreki, kot da recimo nekje v enem zakonu piše to, v diplomacije drugače, potem človek se ne znajde več, pa je lahko še tako dober sodnik. No, v vsakem kraju, kjer sem to zdaj bil, sem povedal eno najbolj pregrešno misel, ki jo tudi tukaj v Kranju ponovil. Jaz trdim, da je bila v Sloveniji zadnja pravna država za časa Avstro-Ogrske monarhije. Takrat je cesar ukazal, pred je šel zakon v uradni list, da ga prebereta en kmet pa en delavec. Če ste ga zastopila, potem je šel zakon ven in je začel veljati. Danes imamo zakonodajo, ki jo 3 doktori pravnih znanosti na 4 načine razlagajo. In ti ne moreš pričakovati, da bo narod spoštoval take zakone. Ne? Za eno stvar se ne morajo zmeniti. Tudi v parlamentu kar naprej sprašujejo tisto zakonodajno pravno komisijo. Pa ona reče, da pa zato ni pristojna, pa kam boš prišel. Skratka, to je res. Čeferino, ne? No, pa tudi postopki sami ne dovoljujejo eno stopno, drugo, pritožbe se vrača spet na prvo in na koncu vse skupaj na ustavnem sodišču, kjer se spet ne znajo zmeniti. Kako gledate na to? So tudi ti postopki predpisani, so malce predolgi, jih je preveč? Ja, postopek, predpisan postopek je izjemno važen. Ne? Ti ne moreš korektno soditi, preiskovati, raziskovati, ugotavljati dejstva, če nimaš natančno določenega postopka. Ampak seveda, prva stopnja izda eno sodbo, stranka, ki z njo ni zadovoljna, se pritoži na višje sodišče. Višje sodišče so pa imela dolgo leta nazaj navado se zdebiti spisati, tako da so razveljave zadev. Pa so odredili novo sojenje. Ampak zdaj mislim, da tudi Vrhovno sodišče insistira na tem, da bi tudi višje sodišče odločilo, zavzelo stališče. Višje sodišče lahko ugodi pritožbi in spremeni sodbo in samo odloči, lahko razpiše javno obravnavo in tako naprej z
odgovornim sojenjem bi se ti postopki brez dvoma skrajšali. Ampak da bi pa izničili postopke proti temu sem šla, ker postopki so garancija zakonitosti. Ko pa gledate na to pripombo, tudi ti jo velikokrat slišimo, znano, da se je pač pravosodje preveč feminiziralo, pa ne zdaj, da ženske ne bi znali odločati, ampak gredo na porodniški dopust, pa so bolj doma, pa to zavlačuje postopke. Kako vi gledate na to? No, ta vprašanja so zelo pogosta. Imamo celo enega sodnika iz Evropskega sodišča, ki razširja take misli o feminizaciji in razvrednotenju žensk in tako naprej. Jaz na to vprašanje odgovorim takole. Namreč v vseh medijih se omenja, da samo moja dva sinova. En je na UEFA, drugi je pa ustavni sodnik. Ampak jaz imam tudi hčerko, ki je seveda ženskega spola. In ta hčerka ima 2 doktorata znanosti, profesorca na univerzi v Ljubljani in je zdaj predavala en mesec na Kolumbiji v New Yorku. In potem postavim vprašanje, a mi lahko navedete enega moškega, ki je dosegel to, kar je dosegel moja hči. Skratka, jaz odločno proti podcenjevanju žensk, ki so na mnogih področjih sposobnejše od moških. Predvsem predelim dobro. Imamo še kakšno vprašanje? Izvolite. Vprašanje za gospoda Vasjo. Izvolite, Vasjo. Zanima me, kaj to vaš prvi prvenec, a ste še kakšno drugo knjigo napisal? To nisem zasledila. Jaz sem vas zasledila samo ene kolumne, mislim, da je v Zarja ali v Jani, pomagajte mi kjeno. Ne, v Mladine. V Zarji, Jani. V Zarji ali v Jani. No, to sem zdaj, ne vem, 14 tedne nazaj in to mi je toliko sedel na dušo, ampak ne znam ponoviti, koga je bilo. No. Me zanima, kje še pišete, no? Kje bi lahko kakšne vaše sestavke še prebrala, ali pa če ste napisal kakšno knjigo? Ja, v bistvu v Zarji oziroma /Jani, to je ena revija. Uradno so sodni dnevi pač v sostorilstvu moj prvenec. Sem pa napisal predtem eno knjigo, ki jo je založba že hotela objaviti, ampak sem potem jaz umaknil objavo, ker sem videl, da je bila ta knjiga res mučenje bralca, bi bila je vaja v slogu pravzaprav, vaja v ustrajnosti, ki sem jo moral dati skozi, ampak sem moral biti pošten in sem ugotovil, da nima smisla, da se to objavlja. Tako da ena zadeva je bila napisana, ampak ni bila nikoli objavljena. Potem so sodni dnevi, no, sem pa pred nekaj dnevi za rojstni dan dobil svojo knjigo, za katero nisem vedel, da sem jo napisal. Namreč moja draga je zbrala vse kolumne, ki sem jih napisal v zadnjih 3 letih, in jih je dala zbrane v knjigi. In moram reči, da to je pa mogoče knjiga, ki mi je celo najbolj pri srcu, ker je pa res tudi napisana za srcem. Potem, ko sem jo bral, moram reči, da sem se zjokal, ker je celo to potovanje zajeto. Jaz sem začel te kolumne pisati, ko sem pustil službo na večeru in prva kolumna se začne s tem, ko se podajam v negotovost in ne vem, kaj bo. Ampak sem prav pisal, upam, da bo nekaj dobrega iz tega prišlo, no potem se pa zaključi s tem, ko sem pravzaprav postal oče in odprl neko novo poglavje v življenju in se je neka sreča spostavila. In kako je naslov te knjige šla? Ne, ta knjiga ni šla, ta knjiga je šla na mladi en izvod. Pa dejte jo. To je en izvod za rojstni dan. To je za rojstni dan, ja. To je družinski zaklad zdaj. Družinski zaklad. Ampak recimo, Vasja, res vprašanje, ali je prihodnost novinarstva in novinarjev glede na vse to, kar se dogaja, časopisi propadajo, delo bo zdaj krepnilo, da ko rečem. Ja, tako, preživijo vse. Skratka, ali je prihodnost v pisanju nekih romanov, ki se dobro prodajajo. Vidimo, naš cenjeni kolega Tadej Golob je tudi napisal knjigo o gospodu Čeferinu, pa tudi o drugih, bo treba pisati življenje pise, kriminalke, brskati po sodnih spisih. Kakšna je prihodnost novinarstva? Ja, mislim, to je še vedno literatura in ostaja v domeni literature. To so pač izleti novinarjev na neko drugo polje, kjer se uresničujemo kot osebnosti, ampak poklicno pa še vedno delujemo in bomo delovali v novinarstvu.
In jaz sem prepričan, da to, o čemer se sedaj govori, je pravzaprav strani tudi novinarskega ceha dosti prenapihnjeno. Da to, kar mi zdaj doživljamo, je povsem običajna kriza platform, kriza pač medija kot medija, kriza tehnologije, za katero pa se skriva kriza vsebine. Ne? To zdaj, da ljudje berejo, če berejo na spletu, ni samo posebej nič usodnega. Vprašanje je, kaj berejo, in dosti huje je to, da največkrat nimajo česa zabrati, kar novinarji ustvarijo. Ne? Novinarji bi se morali zamisliti nad dejstvom, da ljudje že sedaj večino informacij dobijo iz Facebooka, ki je seveda zastonj. In mi imamo več čas, jaz imam več čas z uredniki na Večeru in tudi na Mladini debate, ker je potem refleks, samoohranitveni refleks medijskih hiš, ko začnejo naklade padati, je, da grejo še bolj v smer rumenega novinarstva. Jaz pa pravim, ne, informacij, dobro, rumene scene itak je že preveč, ne, ampak tudi informacija ni več dodana vrednost. Dodana vrednost je interpretacija teh informacij. Ne. Zdaj, vsi smo v tem ogromnem informacijskem vrenju, vsi vemo, kaj se dogaja, ne vemo pa, zakaj se dogaja, kakšna so ozadja, kakšne bodo posledice, ne, kaj trend, nadaljevanje, kakšnih trendov je to. Jaz več čas pravim mojim urednikom, gledajte, ne iti v bitko na rumeno polje, ne iti v bitko glede ekskluziv, glede ažurnosti, ampak bodimo analitični, bodimo poglobljeni. In še nekaj, jaz sem prepričan v teh časih, da je pravzaprav dolžnost novinarja, da odvrže to krinko objektivnosti. Ne? Meni se zdi, da za to domnevno objektivnost se dosti krat skriva strahopetnost novinarja, ker to, da si ti ustvariš mnenje, za katerim stojiš, se moraš potočiti, ne? In moraš neke stvari vedeti. In prevečkrat novinarji koristijo samo te rutinske bližnice, STA, novinarske konference, izjave politikov, ne? In jih ne interpretirajo. Ne? In to je narobe. Jaz mislim, da novinar mora imeti pogum, da interpretira stvari, da pove svojim bralcem, kaj je dobro in kaj je zlo, da je to naša dolžnost v teh časih. Ne? In če ti veš, da je nekaj zlo, se ne moreš delati, da si nad tem, da si objektiven. Ne? Se veste, kako je, naprimer, v televizijskih soočenjih, dosti, kad jaz sem delal na Pop TV, ne? In pa smo imeli to grozno formulo, da smo uravnoteženja, ne? Da smo dali 2 leva, 2 desna in potem smo bili objektivni. Ne? Čeprav si vedel, da 2 nakladata. Ne? In se mi zdi, da zdaj to, kar se predstavlja kot kriza medijev, je pravzaprav kriza vsebine in da bi tudi novinarji mogli biti malo samo kritični in se nehati skrivati za to krizo platforme in za to zakonodajo in tudi nekaj na sebi narediti, v končni fazi tudi začeti brati, ne, to, kar je gospod omenil, si razširiti obzorja, presenetljivo je, koliko novinarjev sploh ne bere, ne vzamejo knjige v roke po več let in se predstavljajo kot načitani in bi vodili ljudstvo in bi pač neki mnenjski voditelji. Skratka, delati na sebi, zopet to, biti dober človek, biti vpet v to družbo, v kateri poročaš, ne biti nad njo, ne, biti del življenja, biti del te dinamike. Ne, samo tako ti lahko ljudje verjamejo. Dobro. Jaz bi v bistvu na tej točki dodala sam še to, kar je odlično izhodišče. V knjižnici namreč začenjamo nov cikl pogovorov in sicer naslednji teden novinarjev Kaleidoskop, ki se ukvarjamo ravno s tem, z medijsko pismenostjo, z kvalitetnim novinarstvom in imamo prvo gostjo Petro Lesjak-Tušek, ki je predsednica Društva novinarjev Slovenije in vodila bo pa te večere Darja Groznik. Tako da, mislim, odlična iztočnica in se popolnoma strinjam, tako da vabljeni tudi naslednji teden. Hvala. Imamo še kakšno vprašanje? Če lahko v teh vaših 50 in več letnih karieri, več od nas reči, da so to tragične zgodbe. Mene bi pa zanimalo, če vas lahko poprosim, da pa poveste morda eno zgodbico v kratkem, da ne bom, ki vas je razveselila, ki vas je neizmerno zabavala v vašem postopku. Glejte, na Kosovo smo bili več mesecev, to so težke okoliščine. Obravnava je potekala v tovarniški hali, v Krogcovi tanki, strelači se tako naprej. Od časa do časa so nas pa kosovski kolegi odvetniki albanski povabili na večerjo, pa smo se malo razpoložili. Nekega večera so meni kot vodi slovenske novinarske odvetniške ekipe
so me hoteli počastiti s posebno jedjo, ki jo oni dajo častnim gostom. In sicer eno jagličkovo glavo so mi dali na mizo. In je bila prav lepo preparirana in začinjena. In jaz slastno ugrizdem v tisto glavo in mi spred zob ostane noč. In je bila lukla in se rekel, drugo jaz ne grem jutra na vrnavo. Vsa svetovna televizija je mi zrla v lukno moja okljeve. No, pa se rekel, pa Petre, idi, pa se rekel, pa ne grem, pa idi, pa preko jedno. Pa sem še Petre, in prije nisi bil neki klergel. Pospet. Dobro, zanimivo prigoda. Jaz imam vprašanje, kaj bi bil dr. Peter Čeferin, če ne bi bil odvetnik? Odvetnik. In kaj bi bil vas odvetnik, če ne bi bil novinar? Vsi sami. Imamo še kakšno vprašanje? Kaj bi bila gospa Petrovčič, če ne bi bila novinarka? Najbrž kar novinarka. Imamo še kakšno mnenje, vprašanje. Sicer pa, ker so tamle knjige na ogled, vabljeni, da jih pogledate, od blizu predstavnico mladinske knjige, mogoče lahko knjigo, ja, no, se to sem hotela vprašati, ja. Torej, mogoče še čas, da si ogledamo knjigo, drugače pa najlepša hvala. Hvala vam. Ja, sogovornikoma. Se srečamo še kdaj. Hvala.